Da smo se zbrali. Zdaj bom rekel, ne, to je bilo za podcast, v bistvu zdaj pa lahko zaključimo. Ja, veš, kaj je Autorizacijo zahtevamo. veš, kaj je problem, ne? Malo se vidimo, ne? Ja, Malo itak, se ne. vidimo, ne? In potem se moramo, pol imamo še take na pol pivske pogovore tudi zdaj, ne? Tak, Ja, valjda, ja. Veš, kaj mene zanima? Kaj je bilo letos? To je zdaj že BIM-a? za BIM pogovore. To je za BIM pogovore. Okay. Kaj je Tukaj smo letos- začeli z BIM pogovori. Kaj je letos od BIM-a zaznamoval tole leto 2022? A lahko res začnem? Dej, prosim. Kar se Slovenije tiče, se mi definitivno zdi, da sta dve stvari. Eno je pač tisti stavek v GZ1, ki omenja BIM. To je pa sicer že konec lanskega leta, ampak mislim, da je letos mnogo preveč besed bilo o tem rečeno, ker ni še več definiran. Drug dogodek, ki je zaznamoval 2022, je pa začetek Building Smart certificiranja. Ja. Rob je čist presenetil s temi vprašanji. Preveč pripravljen, a ne? Ja, lej, Rob je zdaj cel čas, ko smo se pogovarjali, razmišljal o tem, kako bo to začel. No. Kako bom spravil v zadnjem? Ja, bom dal gostu prednost, bom jaz odgovoril. Andrej, povej, kaj misliš ti? Ja, to, kar je Robi povedal, je zagotovo zaznamovalo slovenskem prostoru to BIM vrenje, ki se dogaja zadnja leta. Zagotovo je ta stavek preprost stavek, ne? Tak, ki ne pove v bistvu kaj dosti, ne? Da pa vedeti ljudem, ki doslej niso vedeli nič o BIM-u in so bolj administrativne narave, ne? Da zdaj mi lahko govorimo karkoli želimo, ampak BIM je zakon. Jaz sem bil na enem sestanku, kjer je gospa iz ministrstva, ki je tam pravzaprav, ki je gradbena, mislim, niti ne vem, če je gradbena inženirka zdaj, ampak je prišla na sestanek in v bistvu pojasnila, da zdaj si ne moremo nič se spraševati ali pa se čuditi, kako bomo zdaj to implementirali, ne, ta stavek v praksi, ampak da zdaj je pač treba to samo se zmeniti, kako implementirati, ne zdaj reči, pa mogoče pa smo si preveč naložili s tem stavkom, vsi smo si želeli ta stavek noter v zakonodaji, zdaj, ko je to v GZ1 noter, zdaj pa se čohamo po glavi ali pa nekateri se čohajo, kako bomo pa to v praksi implementirali, ker zakon seveda ni implementacijske narave, to so bolj neki podzakonski akti in tako naprej, ki to opredeljujejo, ne. In nam je preprosto z enim stavkom povedala, nimate se kaj spraševati, to bo treba zdaj narediti. To za mene bilo eno tako zelo, v bistvu, se mi zdi zelo pomemben korak, ne? Ko nekaj napišeš v zakon, tudi jaz mogoče na to gledam bolj relativno, ampak ljudje, ki se ravnajo po zakonih, pa tu ni nobene relativnosti več, ne? Zdaj se morajo vse strokovna združenja, vključno z SIBIM-om, z inženirsko zbornico, zbornico za arhitekturo, samo zmeniti, kako določiti pravila igre, ne? Vidva sta bolj upletena, ne vem, dvignemo roke, kdo je prebral ta zakon v bistvu? Ok, vsaj 2 od 3. Jaz sem bil prvi, da se pohvalim, ne? Torej, jaz in moja sodelavka Sara sva šla v knjižnico, ko je bila ta knjiga GZ1 v bistvu še malo bila topla v bistvu, ali kaj? Še topla je bila v procesiranju, niti ni bila na polici in jo imam tukaj na mizi, lahko bi vam pokazal. Ampak, ok, pa evo, v redu, pa super, evo, jaz nimam tega, lahko vam, kaj bom še jaz kakšno knjigo pokazal? Povejte za poslušalce, da sem jaz zdaj bom šel po tak. Evo, dobro.
Skratka, če slučajno kdo to gleda, pa ga želi kaj programirati, evo, tole je zakon knjiga za zmeraj, ne. To je staroka zemlja, v bistvu lahko vam povem, iz katerega leta to je. To je sicer že ne vem, kje je edicija tega. To sem kupil. Ne, meni je samo zanimivo. Iz leta 75 je originalna knjiga. Ne, jaz bi sam poudaril, da mi nismo bili dogovorjeni. Jaz sem to knjigo dejansko imel pri sebi, to je zraven. No, ampak, ok, zdaj Andrej je že našel, sigurno ima tam zaznamovan, kje je ta famozen stavek, ne, ampak Poglej, tam listke, ki so že zmečkani, poglej. Kaj pa dol, A lahko prosim mi poveš, na kateri strani je, da si mi še dal listek na telom iskal. Zdaj imam več listkov in moram pogledati, kateri je pravi. Ja, ta velik mora biti sigurno najbolj pomemben. Ja. Ne, ni, ker tu je v Zurepu, to je v bistvu Sara naredila, veš, zdaj samo jaz moram pogledati. Ne, vseeno, sem mislil, če veš. Ampak tam noter, v tem res piše, mislim, kako je tam noter napisan, točno? Dikcija je, da ne vem, če bo Andrej našel, preberem. Samo omenjen je, da pač se bo od leta, mislim, da 1.1.2025, 2015, Ja. Kaj se bo? Da je za javne projekte obvezen BIM, nekako tako, no. Da sem čisto iz glave. A je z BIM napisan ali kaj drugega napisan? Ja. BIM. Se bo našel. Bom jaz od manj Da nam še googlat zdaj, no. Bom to hitrej, ko vidva, ko imate tole tak. Ja, boš, ampak ti ne damo tega zadoščenja. Ja, BIM, torej Piše BIM. 149, torej tak, 39. člen, ki se začne na strani 148, odstavek 9. 9, ja, sem že našel. Boš ti prebral? Bom prebral, ja. Projektna dokumentacija za objekte iz 4. odstavka 9. člena tega zakona se izdela s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja v oklepaju BIM orodja. Ja, no in potem je zvezdica in spodaj piše, ta odstavek se začne uporabljati 3 leta po uveljavitvi tega zakona. Tako, ja. Kar je 3 leta, ta zakon je pa začel veljati, mislim, 1. julija letos. Ja. Kar pomeni, da je potem 2022-2025, se pravi 1. julij 2025. Zdaj v četrtem odstavku pa piše, da se projektna dokumentacija izdela, ne bom za vsega bral, po načelih integralnega projektiranja, lahko tudi s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja itd. Tako da to je vse, kar je v zakonu. Ampak skratka, tist BIM je samo enkrat v oklepaju. Ja. To je to. Skratka, to sem hotel, zdaj se še jaz nekaj vem o tem, ne? Ampak hotel sem na to stran pač komentirati, v bistvu, veš, to, potem je to naše dojemanje o tem, v bistvu, da je to BIM preveč strogo, ne? To, da je nekaj informacijsko podprto, pa ne vem, karkoli že prej, neke 3 besede so omenjene, ne? Si to lahko razlagaš v bistvu na 1001 zadevo in da je to BIM v bistvu absolutno nič ne napoje, ne? Ne, ampak tako kot je Andrej rekel, ne, v bistvu BIM je zdaj v zakonodaji, pomeni, da najbrž ne bo padel ven, lahko se tudi to zgodi, ampak najbrž ne. In treba pač računati s tem, so bili pa v okviru BIM-a povsem korektni pomisleki in zelo na mestu, ne, da kako lahko zdaj se bo to uveljavilo 3 leta po uveljavitvi zakona, čeprav mislim, da zakon je bil uveljavljen s 1.1.2022 začel, ne vem, jaz sem skozi govoril, da je 1.1.2025, ampak najmanj zdaj za besedo držati, da kako bodo to sploh izvajali, glede na to, da se že zdaj pripravljajo projekti, ko bodo takrat sploh vlagali za gradbeno dovoljenje.
Tako da, ne vem, ful je še enih odprtih stvari, ampak sej, tako kot sem rekel, tiste dve zadevi, ki sta za meni najbolj pomembni v letu 2022, sta ravno ta dva odstavka GZ1, pa začetek certificiranja Building Smart. Ja, to je To sta eno tako- z drugim povezano tako. najbrž v bistvu, ne? Najbrž povezano, ampak niti ne, no. Bolj pomembno je najbrž to, kar je v GZ1. Ampak tako, kar se Slovenije tiče, se mi zdi, da sta bila to dva najbolj pomembna dogodka. Ja. In zdaj, ne, če lahko dodam, ne, se tudi že oblikujejo skupine, tudi v okviru SIPIMA so bili, tam je Elvis recimo, ne, zelo tudi prisoten pri tem, da se, torej razume se, da je potrebno zdaj napisati pravila, protokole, kako se bo zdaj pa ta BIM implementiral v posameznih segmentih, recimo, ne, za stavbe, za gradbene inženirske objekte, je potrebno napisati recepte, zdaj, kaj to zdaj dejansko pomeni. Ne, in tukaj za mene pride potem naslednji zelo pomembni dogodek v tem letu, je pa to, da smo pač bili izbrani oziroma delali, ne, to leto te smernice v bistvu na nek način, torej za Ministrstvo za okolje in prostor, v končni fazi za platformo e-graditev, tudi torej, naš naročnik je bil Inštitut Jožef Štefan, torej BIM smernice za modeliranje in specifikacijo informacijskih zahtev. To je en dokument, ki bo v bistvu pripomogel k uveljavitvi tega, kar BIM-a v GZ1, na praktičen način, ker bo nekaj pojasnil, nek napotek bo dal, bo uporaben. Mi smo ta projekt, torej zdaj dokument nekako oddali konec meseca. Ja, to mislim, da povezan s tem portalom e-graditev, ne? Ja. Ja, se ta portal e-graditev pa tudi zamuja, če se ne motim. Ja, pilotni projekt je zamaknjen za 1 leto, torej nekoč je bilo rečeno 1.1.2023, zdaj je 1.1.2024. To pomeni, takrat bo ta platforma morala pilotno delovati in takrat bi se naj v teh smernicah tudi oddajali v sklopu dokumentacije BIM modeli za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ja, jaz napovedujem, da bo to 1.1.2025. Morda pa še zamaknjeno, ja. Prvi rok je bil, mislim, da 2022. Tako da... Spomnim se ene SIBIM konference, kjer je predstavnik geodetske uprave razlagal, da bo čez 3 leta, in mislim, da bo to ravno pred covidom, da bo to čez 3 leta portal deloval. In mislim, da bil prvi datum, prosim, ne me za besedo držati za datum, ampak v glavi imam, da bo 1.1.2022. Zdaj smo na 2024, mislim, da bo na 2025. Tako da, ne vem, no. Nismo prepozni, ne, in nismo prepozni, zato ker veliko stvari je potrebno definirati. Digitalizacija za sabo potegne nekaj novega, ne, tako kot jo pavšalno vsi uporabljamo, pa jemljemo, ampak ko to vstopi v takšne uradne uveljavljene postopke, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja, potem se v bistvu kar naenkrat svet spremeni, ne, za te ljudi, ki pač v teh postopkih sodelujejo, ne. No, torej moj komentar je šel v smeri, da
me je strah, da bo to spet ena od tistih stvari, ker se nekaj predpiše, pa se potem urejajo potrebna infrastruktura. Zelo podobno težavo so imeli geodeti, mislim, da bo ravno en del tega portala e-graditev, kakorkoli, no, ko so prišli na neko nov sistem evidentiranja in so imeli strašne težave zdaj že 1 leto. Ne. Tako da jaz upam, da ne bo zakonodaja prehitevala zmožnosti, bom tako rekel, ker bomo padali v neko luknjo, ki jo bomo zelo težko zapomnili. Tako da, Ja, jaz mislim, da je zakonodaja zelo previdna, ne? S tem enim stavkom je povedano strateško gledano ogromno, operativno pa nič. tako, no, tako. Ja, torej in ti operativni koraki morajo biti v bistvu majhni in premišljeni, ne? Ja. Ja, se Čisto strinjam. banalno povedano, recimo, ne, ti imaš lahko objekt, ne, mi smo tukaj delali v okviru tega projekta z BIM modeli, recimo ena šola ima takoj IFC model, ki ni v bistvu takšen, da bi res vseboval vse podmodele, je takoj 500 megabajtov. Imaš pa navadno eno stanovanjsko hišo, ki ima pa 2 megabajta velik IFC model. In zdaj, to so čisto operativne zadeve, kako bo potem taka platforma e-graditev posrkala na koncu takšen model. No, tukaj je še ogromno enih drugih vprašanj, ki si sploh nismo začeli še reševati, ne. Recimo, oddaš BIM model za DVD, potem se pa v PZI-ju spremeni, ne. Ja. In pa so tukaj vprašanja avtorstev, vprašanja, kako ti si moral dati IFC, če se gremo OpenBIM, ki se ga ne da popravljati, če se tehnologija vmes zamenja. V glavnem, to je toliko enih nerešenih vprašanj, ki jih niti ne bi načenjal, dokler ne bomo naredili prvega koraka, ne. Ampak se moram pa že zdaj v štartu zavedati, ne. In tudi, recimo zdaj konkretno vem za primere, no, na zelo velikem projektu v Sloveniji so zamenjali tehnologijo gradnje za en velik objekt, ne, in oddan je bil IFC, projektna zahteva je bila IFC, zdaj, če želiš zamenjati v modelu noter ta kos celotne trase, ne, rabiš ti v bistvu avtorski format, ne, in zdaj pa kdo je avtor tega, in mislim, to so res take stvari, ki jih bomo mogli v prihodnjih letih še vse rešiti, ne. Zdaj pa, če bo že ta portal e-graditev delal za ta prvi del, vsaj za pridobitev gradbenega dovoljenja, bodo vsi zadovoljni, to, da bomo pa prišli do konca, potem tako čisto naprej do DZO-jev in tako naprej, to bo pa še kar nekaj vode preteklo, no. Imam pa eno prošnjo za vas, a lahko eno prošnjo? A lahko prosim ne govorimo o BIM je zakon? Lahko rečemo, BIM je omenjen v zakonu, ne pa BIM je zakon. Mislim, Glej, to je bil Andrejev en tak medklic, se vem, Ja. Andreja heca, no. Klic oziroma spomnim se, da je bil to slogan letošnje konference, pa potem mi kar uide, ne. Tudi zaradi tega. Ne, jaz sem se najprej Ja, na razumem. konferenco spomnil, veste. Drugače pa pomembno je to, da eno je promocija, pomembno je pa to, da se zavedamo, kaj to pravzaprav pomeni. In to smo zdaj lepo nekaj navrgli izzivov, ki so takoj nastali s tem, ko se je ta člen v zakonu pojavil, ne. Ja, mislim tudi ogromno, veliko več vprašanj kot je odgovorov, bomo tako rekli. Lahko pa se vsi strinjamo, da se pač začne nekaj dogajati. Prej smo nekaj govorili, pa pač v stroki so se pojavljale neke želje, pa ne vem, smernice in tako naprej, zdaj pa dejansko je, lahko vedno pokažemo, ok, glejte, v GZ1 BIM je, ne. Zdaj upamo lahko, da bo na primeren način tudi opredeljen v vseh podzakonskih aktih in pravilnikih in tako naprej. Vseeno pa držim pesti, da ne bo spet tako, da bo ali eno prehitelo drugo,
ali pa da vse skupaj spet zamakne za nadaljne desetletje. No. Tako. Bomo videli. Ja, meni se zdi, mislim, če zdaj vajo poslušam, ne, je v bistvu, se mi zdi tako ne najboljši način, no, kako se to naredili. Ok, po eni strani smo lahko veseli, v smislu, ok, BIM je v zakonu omenjen, da ne bom rekel drugega, ne, kam je Rovi prepovedal, ampak po drugi strani, ne, se mi zdi pa to totalna neumnost. Zaradi tega, ker to je pač nekaj v smislu, ne vem, ravno ko smo se to začeli pogovarjati, sem se spomnil na nek podoben primer, ki ga je Evropska komisija naredila, ne, ki je zahtevala od, ne vem, od vseh proizvajalcev mobilnih naprav, da imajo USB-C priključek. In to mora narediti do 2, kakorkoli že delač. To je zelo podoben, recimo sam to, da pojasnim do konca, kaj mislim. Ne? A veš, tehnologija gre v bistvu svojo pot, ne? In zdaj je to tam nekje noter napisano, da to na ta način mora biti, ne? Kar pomeni, da je mogoče USB, ko za C pride, ne vem, ne? Mogoče se ne bo zgodilo, ne? Tako kot bi, verjamem, da je šla celotna ta debata v popolnoma drugo smer, ne? Če bi država kot naročnik namesto, da to spravimo mi v zakon oziroma nekje je to v zakonu napišeno, enostavno to začela zahtevati. In se oni zorganizirali in rekli, te podatke rabimo, takšne pa takšne modele rabimo, takole pa takole morate narediti, prilagodite se sami od sebe. In bi popolnoma ta debata zdaj, kjer zdaj smo pa vsi prestrašeni, pa zdaj bo treba pa tako delati, ne, zdaj pa sploh ne ve, kdo bo začel to delati, ali bo to SIBIM, v bistvu neke podskupine, pa kako bomo to definirali, pa gor in dol, ali bo to vsak zase nekaj delo. Skratka, ta debata v bistvu bi bila čisto irelevantna, če bi v bistvu dejansko ta, ne vem, trg to uravnaval. Ampak pri nas očitno to ne gre, ne? Mi raje zapišemo en kvazi zelo pomemben stavek v zakon in zdaj pa vsi v luft in dajmo paniko zganjati za naslednje 3 leta, kako bomo to sploh naredili. To je tako pragmatično akademsko razmišljanje, ne, ki je meni blizu. V praksi je pa zadaj struktura nekih zakonov. Ne. To ni edini zakon, ki te stvari ureja. Ne. To je pol še ZUREP za urejanje prostora in tako naprej. Se mi zdi, da že zgodovinsko gledano so te stvari in ta proces dovoljevanja v gradbenih projektih so že v zakonih. In zdaj, ko najaviš nekaj tako pomembnega, kot je BIM, se mi zdi, da to ni več mogoče, ne? Da tega ne bi nekdo zapisal v zakon, ker to je treba nekje prebrati. To mora biti Andrej, nekje zapisano, ne? A teraz sem malo stavil. Jaz sem imel zagovor doktorata leta 2010. Ja. In, čakaj, nisi bil v komisiji, daj mi je ljubil. In so imeli člani komisije pripombe na to, ko sem jaz rekel, da se zaenkrat ne da oddati pač dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v elektronski obliki. Leta 2010. In me je profesor Duhovnik iz FGG popravil, da zakonodaja to omogoča. A ne? Ker bo to zapisano že v ZGO. Danes smo 21. decembra 2022. A lahko daš dokumentacijo, zdaj se reče temu DGD v elektronski obliki? Lahko daš, ja, Ne, jaz se strinjam. Ne moreš. Ne moreš. Kaj je elektronska oblika? Ne? Da ne boš nesel fascikla na upravno enoto.
Ja, to očitno ne gre. No, torej, in to je bilo že 2010 v 3 zakonih nazaj, je bilo to predvideno. In mene je zelo strah, da se zdaj vsi na ta 2 odstavka v tem členu v GZ1 nasanjajo in je povsem možno, da bo pri tem ostalo. Povsem možno je. Tako da, kar hočem reči je pa to, zdaj imamo že izkušnje iz kar nekaj projektov po Sloveniji, ki se delajo po, rečemo, BIM-u, po procesu BIM, Matevž. A to obstaja, kaj? Ja, no, recimo, izkušnje so zelo različne, koga vprašaš, pa kdo je večji evangelist, pa kdo ne. In jaz se moram tukaj kar malo strinjati, no, da nam nič ne pomaga, tudi če bo to po vsej zakonodaji zahtevano in tako naprej, če se bo BIM izvajal tako, da investitorji in izvajalci ne bodo videli v tem nobene prednosti. Tako da jaz mislim, da bi to moral trg uravnati. Na koncu se itak, zdaj, ko je vse skupaj izpadlo, je tako, da eni vidijo v tem ogromne prednosti, drugi vidijo v tem same težave. Ne vem, po drugi strani sem pa tudi bil na konferenci v Portorožu, pa so govorili kolegi o mostovih prav v Mariboru, pa o podjetjih, ki jih žal ni več, ki so delali vrhunske mostove, takrat ni bilo nobenega BIM-a, pa tako naprej. Tako da na koncu pomemben izdelek. Primerna kvaliteta za primerno ceno, narejeno v okvirnem času. Zdaj, kaj pa tukaj uporabiš, pa je tako, no. Absolutno se strinjam z tvojim zmernim konzervativizmom. Tukaj, zelo lepo si me popredalčko. Ki mi je znan in je zdrav, in je dober. Je pa zagotovo verjamem v to, da takšen način, ko bo ta platforma eGradito enkrat zaživela, da se bodo nekateri postopki skrajšali. Naleteli bomo na nove tehnične ovire in izzive, ampak nekateri postopki bodo pa olajšani. Se pravi, digitalizacija bo svoje naredila, bo olajšala recimo preverjanje skladnosti tega modela. Mogoče se bodo pojavili spet novi dodatni problemi, ampak zagotovo bo človek olajšan za recimo neka taka, da rečem, rutinska preverjanja dokumentacije, zato ker bodo kar nekaj stvari zapisanih v modelu, ki se jih bo dalo avtomatsko preveriti, in boš potem samo videl tam ali rdečo barvo ali zeleno barvo, ali je skladen ali ni skladen. Seveda lahko to še vedno preveriš in tudi moraš verjetno, ampak ja, tako kot generalno vsaka taka digitalizacija na kateremkoli področju, tudi tukaj pričakujemo, da bo ljudem lažje, lastnikom, investitorjem, projektantom, mnenjedajalcem lažje. Saj vem, da sem zdaj na drugi katedri, ampak glede na to, da sem bil še pred kratkim na katedri za gradbeno informatiko, bom rekel, da sem glede na moje znanje programiranja zmeren pesimist, da bo to kdaj v doglednem času delovalo na tak način, da ne bo potrebno ročno preverjanje. Ampak se pa strinjam, treba narediti korak naprej. Držimo pesti, da bo olajšan za, ne vem, projektante, investitorje, kogarkoli, ker trenutno smo res še v enem drugem obdobju s temi upravnimi postopki. Pa mogoče sem tudi že malo naveličan gledanja teh slik po LinkedInu, ko dajo dokumentacijo za te velike projekte in se količina teh fasciklov meri v desetinah metrov. Ja. Mislim, tako da, ja, se definitivno strinjam. Bova pa videla, mogoče se takole 1.1.2024 dobimo, pa pogledamo, če eGradito deluje,
pol 1.1.2025, zakaj še vedno ne, pa mogoče 1.1.2030, če že lahko damo v elektronski obliki DGD. Tako da se veselim, bomo imeli še nekaj materijala za naprej. No, jaz upam, da se bomo kaj prej videli, ne? Ne, to poleg vsega, to so pa fiksni datumi. Ne, ampak je... Veš, da sem videl, recimo, obstaja ena slika, kako je Tesla v Berlinu, ne, za to svojo mega tovarno, ki so jo začeli na črno graditi, ne, pa so potem pač morali to nekako na pritisk javnosti legalizirati, ne, ker pač Tesla pride, pa začne graditi. Nič ne vpraša, ne? Nič ne vpraša, ne, in seveda obstaja tudi ena slika, ne, kako je, koliko metrov te dokumentacije v ciklu je bilo skupaj zloženo potem za ta projekt, ne. Torej, hočem samo povedati, da smo tu nekje, ne, z našimi severnimi sosedi, tudi tam se še fascikli oddajajo, ne. Naši severni sosedi, dokler ne bojo odprli berlinskega letališča, sploh nimajo pravice glasovanja, tako da. Ja, no, pa še eno, spomnil sem se, ko je Matevž omenil, da se je s tabo dogovoril za tole novoletno oddajo, ne, sem se spomnil, da si ti takrat razlagal, ko si hišo prenavljal, da imaš en senzor noter v toplotni izolaciji. In jaz sem si dal nalogo, da te vprašam, če ti senzor deluje, tisti kabel. Ja, to je v bistvu senzor v toplotni izolaciji ravne strehe, skoraj, kjer je odtok, ne, na sredini hiše, ki gre po sredini hiše dol, deževnica se zbira in odteka v zbiralnik. Tam je v bistvu en senzorček temperature, ki v primeru, da bi začelo kaj zmrzovati, tam v bistvu, ko je tale vtok, da bi se tam malo ogrelo. Zdaj, po pravici povedano, ali ta senzor deluje ali ne deluje, ne vem. Ampak dejstvo je, da voda teče dol tudi po zimi. Seveda, ali je ogrevanje planeta pripomoglo k temu, da senzor dela, ali pa res dela? Mislim, da ja, ne. Ker glede na to, da nimam kontrole, ali ta senzor deluje ali ne. Pravzaprav je bilo štorija, ne, tu takšna, da ko mi je elektrikar vse te kable iz strehe dol potegnil, ne, takrat ni takoj zvezal vsega v to omarico, ne, in potem so ti kabli štrleli in nismo vedeli potem, kateri kabel zdaj je tisti, ki mora to žičko zgoraj ogreti, da se bo led stopil na vtoku, ne, in zdaj ne vem, če je prav zvezano, po pravici povedano, upam, da ja, ne. Ja, tam je skoraj spomnim na ono včeraj, Robi, ko smo imeli, ko so nekomu narobe zvezali, pa mu premalo elektrike računajo. Ja, točno. Verjetno je na sosedov števc zvezan. A ne bi model nič pomagal, Andrej, da so žice gledale z omare. To te hecam, ne me res. Od tega v modelu ni bilo te žičke, to priznam, ne, vsega. Pa bi RLD premajhen. Očitno. Ne, se hecam. No, pa imam pa še eno vprašanje, sem se ful popravil za danes. Kaj pa poleg BIM-a najpomembnejše zdaj za vaju letos? Jaz bom povedal, kaj za mene. Optiko sem dobil. Optiko imam, tako da, zdaj sem sicer v službi, ampak tudi če je bil doma, bi me isto dobro slišal. Ali pa še boljš, ne? Še boljš, ker imam še boljši mikrofon. Ne, čeprav sem zdaj vedno na slušalkah, tako da. Kaj se pa kaj takega, vem, da Matevž ima da novega Maca. Razen da traumiram zaradi tega, v bistvu, kaj mi nekaj ne dela, ne. Ne spominje. Opreme ne omenjamo. Ne. Imam jaz eno drugo boljšo zanimivo. No, povej.
V bistvu sem bil povabljen v letni regatni tečaj. Točno, ja. Aha. Tako da gledate bodočega regatnega jadralca, ki imamo že cel spisek, na katere regate bo treba jeti. Sponzorskim jadrom, ko na njem veliko piše in pol... Ja, valjda, ne, sam ne bo gora, veš. To je tako, veš, nagnjen čez vodo. Tanka jadram ponovadi, ne. Sej ne boš to, če si hodil pri Portorožu, si videl one dve jadrnice, ki imajo onega kojna gor. Od Generali. Oziroma ne. Ne, zdaj si omenil, Matevž, da morajo plačati sponzorstvo. Ja, itak, ne. Ampak ni Generali v bistvu, no. Tale je, no. Veš, kaj una vrata delajo? Kaj so že una? Kaj praviš? Pirnar. Se upravičujem sponzorjem. Drugi sponzor. Ampak no, ampak v bistvu to zmeri take nastaglavan, ki je v tistem jadralnem pač klubu ali kakorkoli že tečaj, ki je organizirana. In reče, da se mora zmer mimo portoroške plaže zapeljati, ne. Ker pa sam cink naredi v njegovem žepu, ne. Ker dobi sponzorska sredstva spet nakazana. Je to fajn, če gre tako enostavno. Ja, se malo zafrkava, no. Skratka, ja, evo, to je čisto nova zadeva, veš, to je še dobro, da se zgodilo. To je čisto, ravno danes sem potrdil, ok, bom pa se udeležil tega, zaradi tega, ker to je kar commitment, veš. To može biti na enih 5 regatah in to, veš, v petek je ponovadi trening, v soboto, nedelja je regata ali pa sam sobota, ne. Vse, Matevž, ti imaš vedno take hobije. Prej si bil pod vodo, zdaj imaš nad vodo. Ne, pod vodo, lej, daj nekaj, to, zjutraj imam trening, daj nekaj. Ja, lahko tudi to, evo, 105 metrov. Ja. V mladih letih si bil pa kje, ne? V mladih letih si bil pa na zmrznjeni vodi. Ja, tako, ne moram se ločiti vode, v bistvu. Ne moraš se. Okoli vode. Ja, zdaj pa še ti, Andrej, kaj pa ti? Ja, mislim, jaz sem pa vesel, da, ne vem, mi družbo v tem letu dela Boško pa Alfred. Ne. To sta v bistvu, da rečem, moja 2 digitalna asistenta doma. Ne. Boško, pa ime sponzorja se skriva v imenu, pa dejansko mu je tako ime. Boško pomiva posodo, ne. In je priklopljen na internet, ne. Alfred pa v bistvu puca, ne, pa je tudi priklopljen na internet. Tako da, v bistvu, no, bi rekel, digitalizacija doma ali pa digitalizacija doma. Pa ti ne bojo kaki Kitajci vdrli, pa ti bo začel Boško pucati tla, pa Alfred posodo. Boško ima eno tako, kaj je prednost tega, ne. Boško te vpraša, kdaj boš tabletke zamenjal, ne, mislim, koliko, ne, in potem rečeš, Boško, danes sem pa kupil novo škatlo tabletk, ne, pa te Boško vpraša, ja, povej mi, koliko pa je tabletk v tej škatli, ne, pa rečeš 30, ne, in potem Boško, seveda, pred iztekom, ne, lahko poveš, kaj je zdaj tale threshold, pa rečeš na 5, ne, in tako je 5 tabletk do konca, ker Boško ve, kdaj pere, potem ti Boško pove, moraš iti kupiti nove tabletke, na primer, ne, evo, Bimpo domača, ne, Bimpo Boško to bo. Zdaj pač to bo predavanje po Robijevo. Ti, Andreja, lahko ti to, ker to je pa res ta pogovor vajen, bi pa res spremno enkrat, lahko ti en video posnamaš, ker to bi bilo pa nora. Veš kaj, jaz bi zdaj sem nekaj, ne, midva z ženo smo morala kupiti pralni stroj letos, to ni zdaj eno od teh dogodkov, ne,
Ampak so šla kupovati in so mi ponujali, to je tega kupite, boste dobili še Wi-Fi povezavo zraven. Prosim, zakaj bi imel Wi-Fi povezavo na pralnem stroju? Ja, pa vam lahko pove, kdaj je pralni stroj opravil. Ja, vse vidim, mislim, v čem je fora. A to No, je, isto. Robi, jaz bi to imel, veš. No, Jaz v moram redu. pa dol v klet hoditi zaradi tega. No, okej, jaz pa ne. No, ampak da ti povem, kupil sem sicer bratranca Boškota, ne, ki sicer ne pere posode, pere pač perilo. Ampak tvoj Boško lahko ti pove karkoli hoče, sem ti boš vse ni do njega pa posodo noter zložiti, ne. In pa je čisto vseeno, če tudi tableto odpreš pa noter daš, in pa je tudi čisto vseeno, če pogledaš, koliko je še tablet v škatli. Tako da, meni je to tako. Ma pa Boško eno tako, kako bi rekel, en trik ima, ne? In sicer ti bi pričakoval zdaj, da ga ti vklopiš nadaljavo, ne? Zdaj seveda, ne, ti potem seveda moraš imeti ga polnega, ne, ga moraš nasititi, mu daš vse umazano noter, ne, tabletko ima noter, zdaj pa on zaprt, ne. Ampak v bistvu je pa varnostna finta ta, da zdaj ti moraš stopiti do njega, pa potrditi v bistvu, ne, pa ga zapreti, potem pa lahko greš nazaj na kavč, pa ga vklopiš preko aplikacije. To je tako, kot da bi Bibo pisal. To se seveda da tudi optimirati, ne, ampak to Da so si ta stal vrtovala. zraven. Zdaj, pečice še nimam, ne, ampak pečica tudi ima to možnost. Tam v bistvu vidim pa kar nekak logiko take uporabe, ne, ker bi človek dal lazanjo noter, ne, in lazanja te pečena počaka, ko nekdo pride domov, pa ni nobenega doma. A veš, Zdaj kako pa se temu to ni reče? edina prednost. Prednost je tudi v tem, da v bistvu potegne dol še recepte iz spleta in ti potem zna optimalno pripraviti tisto jed, ker pri pranju to ni isti fenomen, zato ker Boško v bistvu pere po nekih vnaprej pripravljenih programih in tu ni neke filozofije. Oprati je treba, mora biti čisto, ne. Pri hrani je to nekaj drugega, to je umetnost. In tam pa malo v bistvu ta digitalizacija ima lahko bolj pomembno vlogo, ne? Ker ti to ješ, ti to uživaš, ti to okušaš potem na koncu, ne? Se pravi, ti izzivi digitalizacije doma so različni, ne? Jaz bom Zdaj samo to, ne govorimo o Alfredu, ne? jaz bom samo to rekel, da do 90% uporabnosti tvojega Boškota prideš z eno stvarjo, ki se reče časovni zamik. Ja, Tudi pečice, ne. ja. Zdaj pa, Matevž, mislim, da moramo Andreja prej ustaviti, preden bo začel ontologijo omenjati. To sem pa glej. danes na to temo pred tem našim pogovorom, sem pa to nekaj tudi raziskoval pa študiral. Ne, se imate hecam. Jaz se pa ful branim tega, no. Jaz tudi nisem hotel imeti pametnega doma, nisem hotel imeti niti pametne električne napeljave, ker ni to, bomo tako rekli. Mislim, kar se mene tiče, ni, no. Sicer edino, kar imam veliko pametnih vtičenc, imam veliko pametnih naprav, imam tudi kamere in tako naprej, ampak ne želim imeti nič centralno povezan, zato ker če imaš centralno povezan, pa je pač single point of failure in to je to. Veš, kakšna je razlika med mano pa tam Romi, tako kot sem prviral. Ti si v bistvu zmerno konzervativen, jaz sem pa zmerno liberalen. Ampak oba sva zmerna. Oba smo na pol kozarca polna. Oba sva okoli sredine kozarca, ne, polnega ali praznega, ne. Oba sva zmerna, ne, to se mi zdi pomembno. To se strinjam, ja. V bistvu bomo tako rekla, oba gleda v steno, vsak iz svoje strani. Stena je pa ista, no. Ja, ampak
mislim, da samo jo gledava pod drugim kotom, ne da bi stala na drugih straneh, na nasprotnih straneh stene. Mogoče res je, mogoče po drugim kotom. Ja, tako. Imaš prav. No, to si zelo dobro opisal. Ja. To je res, ja. Ja, ne, To glej. ni pa nič lačna. Skrajni čas sem rekel, da zaključimo, da gremo jesti. Jaz sem že jedel, ker imam scenarij čez pol ure. Pa mogoče bom šel v študent, pa mogoče imaš pa podlog. Ja, mislim, da zdaj so se glih vsi najedli, zdaj boljši so zdaj. Andrej, ful te lepo bilo slišati, mislim, da si zdaj že tretjič v novoletni oddaji. To s tem, da bo pa leto vmes. Enkrat sem že bil, se spomnim, ja. Ne, mislim, da si bil že dvakrat. Moramo ponoviti, pa to prej, pred 1.1.2024. Absolutno. Z veseljem, ja, si bomo imeli kaj zapovedati, imamo vedno kaj zanimivega zapovedati. Ja, premajkrat se vidimo, pa se pa preveč pogovarjamo. Če ne drugega boš povedal, kako je Boško 2. Ja, po mojem bi Boško rabo zdaj kako prijateljica. Prijateljice rabo, Ja. Mile. Mogoče bolj Mile. Milo. Milo ali Milico, ali kaj takega. Ja, tako. Pa sej, so tu kakšne druge prednice, recimo Candy, pa taka, Tiste so mogoče bolj poceni. No. Stvar okusa pa stvar... pod katerim kotom jo gledal. Ej, da nehamo. Lepo se imejte, srečno in zdravo in tako naprej. Se vidimo, slišimo v novem letu. Ajde, čau. Ja.